Naslov dogodka je energetika in okolje. Te dve stvari greste zelo skupaj, ker energetike brez vpliva na okolje ni, brez energije pa tudi ne bomo niti mi mogli uživati v okolju. Super, vedno sem vesela druženja z energetiki in tudi v bistvu strokovnjaki z drugih področji. Prišlo je do ene zanimive izmenjave mnenj in pogledov, tako da to je pot naprej. Tovrstni dogodki nas povezujejo, je tudi priložnost, da širša javnost, predvsem strokovna, izve, da komunikacija teče, da se povezujemo in da iščemo skupne rešitve. Današnji dogodek je predvsem ena lepa izkušnja, ena lepa izmenjava mnenj od tega, da vidimo, kakšni so cilji, kaj se dogaja na strateškem nivoju, do tega, da smo videli tudi neposredne izkušnje nas, ki delamo tekoče, ki delamo projekte, ki se soočamo z izzivi vsak dan. Razprave so dejansko na mestu, so različne, pokrivajo širok spekter vsebin in mislim, da vsak poslušalec lahko izve tisto, kar ga zanima. Ta krog strokovnjakov, ki se je danes zbral na konferenci, je tista kritična masa, s katero sem prepričan, da lahko potegne Slovenijo naprej skozi zeleni prehod in zadostno samooskrbo, če tako rečem, električne energije in ostale energije do leta 2050. Kar najbolj pozdravljam to, da se dejansko na teh vaših ali pa takih dogodkih, ki so, vedno več različnih mnenj slišimo, kar je dobro. Samo tako bomo napredovali, samo tako bomo v bistvu dosegli dejansko, ali vsaj probali doseči tisto optimalno varianto, ki nas bo peljala naprej.